Lepo pozdravljeni. Danes bomo skupaj odprli strani enega prav posebnega, že skoraj pozabljenega dnevnika. Odpravljamo se na potovanje v preteklost, v pozno 19. stoletje, skozi dežele nekdanjega Avstro-Ogrskega cesarstva. To je torej pogled v svet, kot ga je videl in doživel popotnik tistega časa. Začnimo z besedami, ki jih je izrekel nek romarski pridigar. Takoj nas postavijo v duhovno pokrajino tistega obdobja. To je bil svet, kjer so ljudje v nebesih in v znamenjih, kot je ta angel, iskali smer in odgovore za svoje življenje. Potujemo torej skozi svet, ki je bil ujet med dvema dobama. Na eni strani so bile starodavne, globoko zakorenjene tradicije, na drugi pa se je že rojavala nova industrijska doba. Svet globoke vere in hkrati neverjetnega tehnološkega napredka. No, pa se potopimo v to. Prvi del najnega potovanja raziskuje prav ta fascinantna, skoraj neverjetna nasprotja, na katera je naletel popotnik. Na eni strani duhovnost, na drugi pa inženirstvo. Poslušajte tole, to je popotnikov opis podzemne kapele v rodniku soli Velička. Samo predstavljajte si, svetišče, ki je v celoti izklesano iz soli. Stebri, lestenci, oltar, vse iz soli. Fascinantno, kako se je tukaj, globoko v drobovju zemlje, sveto prepletalo z industrijskim. In medtem, ko so globoko pod zemljo klesali solne katedrale, so se na površju dogajali drugi čudeži, tokrat tehnični. 1431 metrov, to je dolžina glavnega predora železnice čez Semmering, ki je dobesedno prevrtala goro in povezala Dunaj s Trstom, pravi podvig. Ampak ob vseh teh parnih strojih in predorih, vera v čudeže ni kar izginila. Sploh ne. Zgodba o ikoni, ki je po 20 letih začela jokati, nam kaže, kako močno je bila vera v nadnaravno še vedno prisotna. In to v družbi, ki je hkrati gradila najsodobnejše železnice. Kaj nam te številke pravzaprav povedo? Semmering danes res ni najvišji prelaz. Ampak takrat je bil to absolutno pionirski podvig. Odprl je pot drugim, še višjim in še drznejšim gorskim prehodom. Bil je prvi te vrste. V redu, pustimo zdaj gore in se odpravimo v mesta. Popotnik namreč ni opazoval le sedanjosti, zanj so bila mesta kot odprte knjige. V arhitekturi, v spomenikih je bral zgodbe preteklosti, ki so oblikovale te kraje. Tole je pa močna primerjava, kaj ne? S temi besedami popotnik pove vse. Krakov zanj ni bil le mesto, bil je živi spomenik, srce nekdaj izjemno mogočnega poljskega kraljevstva. In seveda se človek ob pogledu na to slavo vpraša, kako je mogoče? Kako je mogoče, da je tako slavna in mogočna država preprosto izginila zemljevida? Naš popotnik je iskal odgovor na to vprašanje. In odgovor je presenetljiv. Vse se vrti okoli enega samega, usodnega načela, znanega kot liberum veto. Zamislite si, en sam poslanec je lahko z nje blokiral celoten parlament. Kar je bilo mišljeno kot varovalo svobode, je v praksi povzročilo popolno paralizo in oslabilo kraljevstvo do smrti. In zgodovina mest ni bila vedno lepa. Daleč od tega. Predstavljajte si samo tole grozljivo sliko iz Prage. Karlov most ni bil le lepa znamenitost. Bil je tudi oder, na katerem je oblast na najbolj brutalen način kazala svojo moč. No, zapustimo zdaj te velike zgodovinske drame in se osredotočimo na ljudi. Popotnik je bil namreč izjemno pozoren opazovalec te pisane pletenine običajev in ritualov, ki so tkali vsakdanje življenje različnih narodov v cesarstvu. Naš popotnik je denimo zelo podrobno opisal judovski pogreb. In res, vsak korak je imel svoj globok pomen. Od peresa na ustnicah, s katerim so preverili smrt, do črešpin na očeh. To so bili stoletja stari obredi, ki so ljudem v najtežjih trenutkih dajali red in smisel. In potem, kot čisto nasprotje žalosti, veselje in upanje ob rojstvu. Rusinski običaji ob krstu so bili polni življenja in simbolike za prihodnost, žerjavica za zaščito pred zlimi duhovi, ovčja koža za srečo pri živini, vsako dejanje je bilo prežeto s tradicijo in dobrimi željami. Ampak naš popotnik ni bil le pasiven opazovalec, ne. Tudi primerjavo je. In tale njegova opaska je precej neposredna in morda celo malce provokativna. Ponuja nam odkrit, nefiltrirano pogled v družbo tistega časa in razmišljanje posameznika, ki je bil priča spreminjanju navad.
In tako se potovanje počasi izteka. Postaja jasno, da to ni bilo le potovanje po deželah in mestih. Bilo je tudi potovanje navznoter, ki je v popotniku prebudilo globoka razmišljanja. Razmišljanja o domu, o spominu in o tem, kam pravzaprav spadamo. Poslušajte te besede. Res gredo do srca. To je univerzalno čustvo, ki ga verjetno vsi poznamo, kaj ne? Ne glede na to, kako daleč gremo, spomin na dom, na tiste prve podobe, ostane močno zasidran v nas. To je brezčasno spoznanje. In če je kdo kdaj potreboval dokaz za to globoko ljubezen do domovine, je tukaj. Tale poljski običaj je nekaj resnično ganjeljivega. Ta majhen možniček zemlje ni le simbol, je konkreten fizičen del doma, ki ga nosijo s seboj do konca. S tem vprašanjem pa zaključujemo. Popotnikovo potovanje skozi imperij, ki je kmalu zatem razpadel in izginil, nas sili v razmislek. Kako se spominjamo svetov, ki so prešli? Morda prav skozi takšne osebne zapise, ki ohranijo njihov utrip, vonj in občutek.